tudi v mojem imenu, oziroma v imenu projektne enote za izvajanje kohezijske politike na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Moja današnja naloga je, da vam v roku pol ure na kratko predstavim informacijo o stanju in o ključnih vsebinskih področjih pri pripravi operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Zdaj, če je gospa rekla, da je bilo sedaj letos sušno leto, si predstavljam, da bodo naslednja leta bolj deževna, predvsem pa upam tudi včasih malce bolj sončna, saj z vidika izobraževanja odraslih. Kohezijska politika, mislim, da jo vsi večinoma kar dobro poznamo, ampak dejstvo je, da pač je v tej finančni perspektivi, ki se bo začela oziroma naj bi se že začela v letu 2014, malce spremenila. Predvsem z vidika, ne le z vidika, bom rekla, višine sredstev, ampak tudi z vidika načina izvajanja. Še vedno kohezijsko politiko tvorijo 3 skladi, to so Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in kohezijski sklad. So pa seveda tudi drugi skladi, ki prispevajo k doseganju ciljev Evropa 2020. To sta tudi Evropski kmetijski sklad in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Jaz sem jih sicer samo omenila v tem kontekstu zaradi tega, ker se mi zdi pač pomembno, da se vidi, da se tudi v teh dveh področjih oziroma teh dveh skladih lahko najdejo priložnosti tudi za področje izobraževanja oziroma usposabljanja, seveda glede na specifična področja, ki jih ta dva sklada pokrivata. Operativni program, ki ga bom danes predstavila, sicer ne pokriva teh skladov, pokriva samo 3 sklade, to je Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in pa kohezijski sklad. Je pa seveda, bom rekla, razlika v pripravi oziroma v načinu izvajanja glede na tekočo finančno perspektivo 2007-2013 ta, da je Slovenija v tej finančni perspektivi, kot veste, imela 3 operativne programe. Bom rekla, vsak operativni program je pokrival svoj sklad za določeno izjemo. Operativni program za okoljsko infrastrukturo je pokrival tudi oba sklada oziroma sta ga pokrivala tako kohezijski sklad kot Evropski sklad za regionalni razvoj, medtem ko v finančni perspektivi 2014-2020 pa se je Slovenija odločila, da bo pač imela en operativni program, ki bo pokrival vse te sklade, se pravi tudi vsa vsebinska področja. Tudi z tega vidika, bom rekla, je zadeva malce bolj kompleksna, saj dejansko so pokrita prav vsa področja, kjer Slovenija vidi prioritete za financiranje. Pomembna razlika, bom rekla, med finančno perspektivo 2007-2013 pa naslednjo finančno je tudi ta, da je Slovenija sedaj razdeljena na 2 regiji. Vzhodno kohezijsko regijo in zahodno kohezijsko regijo. Dejstvo je, da pač regiji sta različni predvsem zaradi razvitosti, glede na določene pač predpogoje oziroma pogoje, na podlagi katerih je Slovenija upravičena do sredstev, so se odločili, da pač je bolje oziroma da bo Slovenija več sredstev pridobila, če je razdeljena na 2 regiji. Tako da v bistvu imamo vse skupaj približno 3 milijarde evrov, 3,2 milijardi evrov. Za vzhodno kohezijsko regijo je na razpolago približno milijardo 200 oziroma milijardo 260 milijonov evrov, medtem ko za zahodno kohezijsko regijo je na razpolago približno 860 milijonov evrov. Razlika je v tem, ker vzhodna kohezijska regija spada med manj razvite regije, medtem ko zahodna kohezijska regija spada med bolj razvite regije. Te 2 regiji sta, se pravi, različni. Edina značilnost oziroma, bom rekla, nacionalna zgodba, ki je še ostala, je ostala z vidika kohezijskega sklada. Kohezijski sklad je tudi v tej finančni perspektivi 2007-2013, pa tudi v naslednji finančni bo pokrival Slovenijo kot celoto, kar za ta namen je približno milijardo evrov. Gre pa seveda v tem primeru za tiste projekte, kjer, bom rekla, verjetno vi nimate nekega velikega interesa oziroma gre bolj za okoljsko pa prometno infrastrukturo, pa za področje energetske učinkovitosti oziroma za področje pametne energetskih sanacij kot takih. Bom rekla, struktura prednostnih operativnega programa, ki je sedaj v pripravi oziroma v zaključni fazi priprave, je rahlo drugačna od te, ki je bila v tej finančni perspektivi. Predvsem je bila osnova za pripravo drugačna. Evropska komisija nas, bom rekla, že 2 leti, odkar smo začeli s pripravo operativnega programa, sili v osredotočenost. Ta osredotočenost je v bistvu
pomembna tako z vidika načrtovanja ciljev in tako z vidika načrtovanja rezultatov in z vidika osredotočenosti finančnih sredstev v te namene. Osnova za pripravo operativnega programa so bila, bom rekla, je seveda Evropa 2020, strategija Evropa 2020, kjer bom rekla, imamo na področju izobraževanja rahle težave, ravno zaradi tega, ker so cilji, ki so tam postavljeni z vidika izobraževanja, že doseženi. Če pogledamo stopnjo osipništva, smo pod povprečjem EU, če pogledamo stopnjo vključenosti v terciarno izobraževanje, smo že dosegli 40%. Se pravi, ta osnova, ki je bila osnova za pripravo, nam je v bistvu po domače povedano odpadla. Drugo izhodišče, ki je bilo strani Evropske komisije, so posamezna priporočila, spravo country specific recommendation, ki jih verjetno vsi poznate, ki jih je pač Slovenija jih dobiva vsako leto in seveda v teh priporočilih so tudi tista področja, kjer jih komisija vidi kot prioritetne. Z vidika izobraževanja oziroma usposabljanja bom rekla, je notri, sta samo dve področji, ki sta, bom rekla, eksplicitno malce bolj omenjeni. In to je področje poklicnega izobraževanja, kjer dejansko naj bi Slovenija po priporočilih Evropske komisije oziroma sveta več vlagala v izboljšanje privlačnosti poklicnega izobraževanja. In drugo področje, ki je del, ki se nanaša tudi na vseživljenjsko učenje, je dvig kvalifikacij oziroma kompetenc starejših delavcev in nižje izobraženih. Z tega vidika seveda smo tudi pri pripravi operativnega programa morali ta priporočila upoštevati in tudi v tekom pogajanj z Evropsko komisijo smo morali dejansko upoštevati te usmeritve. Struktura operativnega programa je sestavljena identično pri vseh državah, bom rekla enako. Sestavljena je iz prednostnih osi, prednostnih naložb, specifičnih ciljev, rezultatov, ki dosegajo, ki podpirajo tiste specifične cilje, ki smo si zastavili in učinke, ki jih bomo merili vsako leto oziroma najmanj 2018 pa 2020 oziroma 2023. Prednostne osi operativnega programa jih je, zelo na kratko rečeno, jih je 11. Slovenija se je odločila, da bo imela identično število prednostnih osi, kot je tematskih ciljev po evropskih uredbah. Se pravi, odločili smo se, da je prioriteta, da smo čisto na vseh področjih, kjer jih je definirala Evropa, po domače povedano, smo tudi mi ugotovili, da imamo določene prioritete. Tako na področju raziskav, na področju dostopa do informacijsko-komunikacijske tehnologije, na področju konkurenčnosti, trajnostne rabe energije, prilagajanja na podnebne spremembe, področje okolja je pokrito, infrastruktura za izboljšanje mobilnosti, spodbujanje zaposlovanja, socialna vključenost, znanje, kompetence in vseživljenjsko učenje ter pravna država in izboljšanje institucionalne usposobljenosti javnega sektorja oziroma deležnikov, ki sodelujejo pri izvajanju politik. Se pravi, prav vse prednostne vsi so izbrane, seveda pa niso vse prednostne vsi, bom rekla, z finančnega vidika, zgolj z finančnega vidika govorim enako pomembne, ker je pač določena koncentracija sredstev večja na določenih prednostnih osi. Recimo večja je na področju raziskav, večja je na področju konkurenčnosti, večja je na področju zaposlovanja, večja je pa tudi na področju znanja in vseživljenjskega učenja. Naše ministrstvo je v pripravi operativnega programa bilo vključeno neposredno v 3 prednostne osi, neposredno v smislu, da smo dejansko te prednostne osi tudi koordinirali, vsebinsko pripravo tudi mi koordinirali, to so področja znanosti in raziskav, področje informacijske družbe, kjer je načrt, da se financira še naprej širokopasovne povezave in prednostna os 10, ki je namenjena zelo na kratko izobraževanju, seveda ni mišljeno samo izobraževanje, ampak vsebinsko področje kot tako. Posredno pa smo seveda vključeni tudi v ostale prednostne osi, se pravi v prednostno os, ki je namenjena pametni rabi energije, to je v delu, ki se dotika energetske učinkovitosti oziroma energetske sanacije objektov, s katerimi pač upravlja tudi naše ministrstvo, prednostno os spodbujanja zaposlovanja in mobilnosti in pa v prednostno os, ki je namenjena socialnemu vključevanju. Če govorimo o tem, da je za Slovenijo na razpolago v tej finančni perspektivi približno 3,2 milijardi evrov, potem lahko rečem, da za tiste ukrepe, kjer bom rekla naše ministrstvo sodeluje vsebinsko, se pravi, ne govorimo o tem, da so to sredstva, ki so namenjene zgolj za naše ministrstvo, da ne bo pomote, ampak kjer sodelujemo z ukrepi, je namenjen približno 760 milijonov
EU sredstev, kar to je samo evropski del, ne pa še slovenska udeležba. V tem primeru, bom rekla, je največ sredstev seveda za raziskave, del za informacijsko družbo, 228 milijonov evrov pa je tudi namenjenih za področje izobraževanja. Že prej sem omenila, da je pomembna razlika med to finančno perspektivo pa naslednjo v regijah. Zakaj? Z vidika izvajanja bo prišlo kar do bistvenih sprememb. Dejstvo je, da so evropske uredbe oziroma Evropska komisija je dosti jasna z vidika izvajanja projektov. Geografsko območje izvajanja projektov mora biti posamezna regija. Se pravi, če izvajamo, če določena organizacija izvaja projekt v Celju, po domače povedano, to pomeni, da grejo sredstva iz vzhodne kohezijske regije, če določena organizacija izvaja projekte na zahodu, bom rekla v Tolminu recimo, grejo sredstva iz zahodne kohezijske regije. Kar je sicer lahko izvedljivo v primeru posameznikov, je pa malce težje v primeru sistemskih ukrepov. V primeru sistemskih ukrepov pa seveda to ne gre skozi, ker če mi razvijamo neko orodje, po domače povedano, ki se ga bo uporabljalo za celo Slovenijo na ravni tako vzhodne kot zahodne kohezijske regije, potem je seveda to malce težje izvesti. V tem primeru seveda imamo možnost, ki nam jo omogočajo tudi evropske uredbe in smo jo tudi zdaj jasno zapisali v operativni program, to je neko načelo derogacije, ne bom razlagala v detajle, da ne boste zaspali, ampak poanta je, da ti na podlagi določenih ključev vnaprej, ključ je lahko seveda število šol, število prebivalcev, število visokošolskih zavodov, srednješolskih zavodov, kakorkoli, pač nek normalen oziroma statistično prevedljiv ključ, ki je direktno povezan z ukrepi, lahko definiraš vnaprej sredstva, ki bodo šla po posameznih regijah. Tako da na ta način smo tudi te, bom rekla, sistemske ukrepe, kot je recimo podporne aktivnosti za svetovalno dejavnost, recimo rešili, da lahko financiramo na način, da se lahko uporabljajo za celotno Slovenijo. Z vidika vsebinskih sklopov, ki smo jih vključili oziroma ki so vključena v operativni program, dejstvo je, da pač nekako smo izbrali 3 prednostne naložbe, preko katerih bomo financirali naše ukrepe in te prednostne naložbe so sicer že tako ali tako navedene v samih uredbah, ampak zelo na kratko so povzete tudi na tem slajdu. Najprej gre za ukrepe z področja vseživljenjskega učenja, priznavanja neformalno pridobljenih znanj, uvajanja prožnejših oblik učenja. Potem imamo prednostno naložbo, ki je namenjena ukrepom z področja poklicnega izobraževanja z ozirom na to, da bi želeli pač poklicno izobraževanje pripraviti oziroma preoblikovati na način, da bo bolj odzivno na potrebe trga dela. In tretja prednostna naložba je namenjena v bistvu IKT infrastrukturi. To pa gre v bistvu v tem primeru gre za podporne ukrepe na področju IKT infrastrukture v smislu za zagotovitev osnovnih predpogojev za to, da se lahko določene tiste prejšnje prednostne naložbe sploh izvajajo. Ta tretja prednostna naložba se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ker gre v bistvu dejansko za investicije v blagem smislu besede, bolj kot ne za opremo, v IKT infrastrukturo. Zdaj, z vidika prednostne osi 10 oziroma prednostne naložbe 1, ki je namenjena ukrepom z področja vseživljenjskega učenja, smo na ministrstvu oziroma smo definirali 3 cilje. Prvi cilj je povečanje vključenosti manj vključenih v vseživljenjsko učenje, v okviru katerega seveda smo se morali osredotočiti zgolj na določene ciljne skupine v skladu z zahtevami, bom rekla ne več priporočili, ampak tudi zahtevami Evropske komisije. V tem primeru so ciljne skupine starejši od 45 let v skladu z resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih in pa niže izobraženi oziroma manj usposobljeni. V okviru tega specifičnega cilja oziroma ta specifični cilj oziroma rezultate, se pravi na tem področju, bomo dosegli z dvigom splošnih in poklicnih kompetenc in z dvigom izobrazbene ravni. V tem primeru se predvideva, se pravi, financiranje šolnin do srednje strokovne šole, predvidevajo se na primer ukrepi za izvajanje javno veljavnih programov za življenjsko uspešnost in pa neformalni programi za temeljne zmožnosti. Poleg tega se predvidevajo tudi programi za digitalno opismenjevanje,
ampak še vedno, oziroma še enkrat poudarjam, gre za specifične ciljne skupine in ne za celotno prebivalstvo kot tako. Drugi specifični cilj je namenjen izboljšanju kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij glede na potrebe trga dela in med njihovo usposobljenostjo. V okviru tega specifičnega cilja predvidevamo več različnih ukrepov, ne samo mi, tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V okviru tega recimo bodo primeri ukrepov karierna orientacija za zaposlene, pa razvoj oziroma nadaljnji razvoj oziroma izvajanje svetovalne dejavnosti za odrasle, ukrepi z področja ugotavljanja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, se pravi v tem primeru certificiranje neformalno pridobljenih znanj s ciljem pridobitve javno veljavne listine oziroma javno veljavne listine za poklicno kvalifikacijo. Izvajali se bodo ukrepi usposabljanja zaposlenih, tako v malih in srednjih podjetjih in nevladnih organizacijah. Prav tako pa se bojo izvajali tudi ukrepi za poklicno izpopolnjevanje oziroma dokvalifikacije, specializacije in prekvalifikacije. V okviru tretjega specifičnega cilja smo namenili oziroma smo dali prostor tudi, bom rekla, za bolj ta izobraževalni del oziroma za celotno vertikalo. Cilj namreč je, da se izboljša kompetence mladih, predvsem na tistih področjih, kjer bom rekla, naši mladi oziroma učenci, dijaki, študenti zaostajajo glede na primerjave z ostalimi državami. V okviru tega, bom rekla, specifičnega cilja bomo namenili sredstva oziroma predvidevamo ukrepe za razvoj inovativnih učnih okolij. Tu notri so predvidene tudi štipendijske sheme, se pravi za regijske štipendijske sheme, ki jih pokriva Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in pa štipendije za deficitarne poklice, ki jih pokriva Ministrstvo za kulturo. Prav tako so predvideni ukrepi za izboljšanje mobilnosti oziroma prehajanja med izobraževalnim sistemom in med okoljem, se pravi povezavo, da se izboljša ta povezavo in povezanost med šolo kot tako oziroma institucijo z področja izobraževanja in potem okoljem. Predvideni so ukrepi za karierno orientacijo za mlade, v tem kontekstu tako za tiste do visokega šolstva, v tem primeru tudi Ministrstvo za delo predvideva določene ukrepe in pa predvideni so tudi ukrepi nadaljevanje razvoja kariernih centrov v visokem šolstvu, pri čemer bodo te karierni centri nadgrajeni, ne bo šlo za identične aktivnosti, ki so se izvajale do zdaj, ampak dejansko se bo njihovo delovanje nadgradilo na način, da se bo dejansko spremljalo študenta do faze zaposlitve. Se pravi, zdaj je bil fokus recimo pri kariernih centrih v delu, da se do zaključka študija, medtem ko je zdaj fokus na področje do zaposlitve kot take. Poleg tega so predvideni tudi podporni ukrepi za izboljšanje kompetenc strokovnih delavcev na področju izobraževanja in usposabljanja, seveda s ciljem, da se izboljšajo kompetence mladih. Poleg tega pa so tu predvideni tudi ukrepi za izboljšanje mobilnosti študentov in osebja, tako na področju do visokega šolstva in tudi na področju visokega šolstva, pri čemer na področju visokega šolstva so predvideni dopolnilni ukrepi z Erasmus plus programi, pri čemer bomo predvideli oziroma bom rekla, so naši ukrepi vezani bolj na mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij. Druga prednostna naložba, ki je namenjena izboljšanju odzivnosti sistema izobraževanja glede na potrebe trga dela, v okviru te prednostne naložbe imamo dva specifična cilja. Prva je prenova sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, drugi specifični cilj je izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Oba cilja sta komplementarna, pri čemer je seveda cilj, da se uvede nove modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bodo po eni strani izboljšali privlačnost, izboljšali praktično naravnanost dijakov in po drugi strani naredili v bistvu oziroma bolj približali izobraževalni sistem glede na potrebe delodajalcev. Nadaljevalo se bo z programi oziroma spodbujanjem delodajalcev za praktično usposabljanje pri delodajalcih, po domače PUT, in izvajalo določene promocijske aktivnosti v smislu tekmovanj, financiranja tekmovanj, aktivnosti za izboljšanje promocijo določenih poklicev in tako dalje. Drugi specifični cilj, ki je namenjen izboljšanju kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja, tu dejansko imamo planirane ukrepe za izboljšanje kompetenc mentorjev v podjetjih
in po drugi strani za izboljšanje kompetenc strokovnih kadrov, bom rekla učiteljev v srednjih, mislim, strokovnih predmetov v poklicnih šolah, ker seveda vse s ciljem, da se pač odzivno sistema kot takega v celoti dotaknemo oziroma da se ga pogleda in se ustrezno celovito pristopi k novim rešitvam. Kot sem že prej omenila, tretja prednostna naložba se bo financirala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in je namenjena izboljšanju infrastrukturnih pogojev za to, da se lahko ukrepi iz prejšnjih prednostnih naložb sploh izvajajo. Če želimo recimo po domače povedano izvajati inovativna učna okolja pa uvajati e-rešitve, to težko naredimo, če nimamo ustreznih IKT-jemalcev, če nimamo ustrezne optične podpore, če nimamo ustreznih brezžičnih omrežij. In v tem kontekstu pač so predvidena določena sredstva tudi za te namene. Ni sicer z vidika, bom rekla, potreb sredstev ni veliko, ampak definitivno pa bomo poskušali vsaj nekaj rešiti. Zdaj, to je prednostna os bila 10, kjer smo mi, bom rekla, naše ministrstvo je koordiniralo pripravo vsebinsko tega področja. Kot sem pa že prej omenila, je naše ministrstvo z ukrepi vključeno tudi ostale prednostne osi. Ključne sta, bom rekla, prednostna os 8 pa 9. V prednostni osi 8, ki je namenjena zaposlovanju, smo vključeni z ukrepi za opravljanje pripravništva, kjer so delovne izkušnje obvezne za pridobitev poklica. Prav tako smo vključeni z ukrepi aktivnega državljanstva mladih. To je tistih ukrepov, ki so namenjeni zaposlovanju mladih v organizacijah v mladinskem pa nevladnem sektorju z ciljem razvoja novih zaposlitvenih možnosti. V okviru prednostne osi 9, se pravi, ki je namenjena socialnemu vključevanju, smo vključeni z ukrepi za Rome, za ukrepi za otroke migrantov in ukrepi za otroke s posebnimi potrebami, vse s ciljem izvajanja preventivnih programov za njihovo celostno obravnavo na način, da se prepreči njihovo izključenost. Cilji, rezultati. V bistvu smo razlika med finančno perspektivo 2007 pa 2013 pa naslednja finančna je predvsem v tem, da smo zelo, zelo zavezani, da dosežemo določene rezultate, ki smo si jih zastavili in pa kazalnike učinkov. Kolikor recimo določenih kazalnikov učinkov ne bomo dosegli, potem nas lahko, bom rekla, čaka tudi lahko, seveda, tudi finančna korekcija in sicer v letu 2019. 2018 je tisto leto, bom rekla, osnovno ključno leto, kjer se bo pač pregledovalo mejnike, če smo dosegli tisto, kar smo si zadali in kolikor takrat recimo ne bomo dosegli določenih ciljev, pač so določene posledice tudi lahko. Lahko so pa tudi posledice v pozitivno smer, kar pomeni, da rezerva za uspešnost je na razpolago in kolikor bomo pač dobri in bomo z našimi ukrepi zelo dobro, jih bomo dobro izvajali in bomo dosegli vse tiste cilje, ki smo si jih zastavili, lahko pridobimo tudi dodatna sredstva. Na področju izobraževanja je cilj, da se seveda do leta 2023 izboljša kakovost izobraževalnega sistema, da se sistematično uvede prožnejše oblike učenja, da se poveča vključenost manj vključenih skupin, to je manj izobraženih, usposobljenih in starejših, da se izboljša mobilnost med različnimi področji ter kompetence strokovnih delavcev. Na področju poklicnega izobraževanja je cilj, da se do leta 2023 prenovi sistem poklicnega izobraževanja, ki bo temeljil pač na različnih pristopih, ki bodo omogočali večjo odzivnost izobraževalnega sistema glede na potrebe dela. V tem kontekstu imamo seveda predvidene tudi določene vključitve posameznikov, to je dijakov oziroma študentov višjih šol. Na področju IKT je seveda pa cilj, da vsaj 55% učiteljev v osnovnih šolah in 65% učiteljev pri pouku vsaj v odstotku oziroma v 25% uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Z vidika posameznikov, če seštejemo vse naše ukrepe, ki smo jih predvideli, je cilj, da se do leta 2023 vključi 220.000 posameznic in posameznikov, se pravi v različne ukrepe, ki smo jih pač predvideli in seveda, da tudi uspešno zaključi tiste programe, v katere so bili pač vključeni. Ciljne skupine in potencialni upravičenci so, mislim, da dovolj široko definirani, ne bom jih, bom rekla,
poudarila, so napisani, definitivno smo pač mogli ciljne skupine prilagoditi glede na potrebe oziroma zahteve Evropske komisije. Upravičenci, to so tisti, ki pač bodo izvajali projekte, pa so tako široki, da mislim, da se lahko najdejo skoraj da čisto vsi. Kar se tiče časovnice, časovnica je sledeča. Operativni program je bil posredovan Evropski komisiji prejšnji teden. Načeloma jaz pričakujem, da bo do konca leta tudi potrjen. Ko bo pripravljena tudi izvedbena struktura, kar pomeni osnovna pravna podlaga, uredbe, navodila in izvedbeni načrti, ki jih pač pripravljajo na službi vlade za razvoj in kohezijsko politiko, se bodo potem lahko začeli izvajati tudi razpisi oziroma inštrumenti, kakorkoli bodo že definirani. Tako da jaz pač pričakujem, da v drugi polovici leta 2015 bomo lahko že izvajali tiste prioritetne ukrepe. Hvala lepa za pozornost.